Zdaj gledaš v kamero, pa na koncu sekundico še počakaš, gledaš v kamero isto. Vmes, ko on govori, ko pa on sprašuje, takrat lahko pa karkoli, ampak vmes pa se vse sliši. Vsaka malenkost je, če se premikamo tako, sem tak. Ok. Dvigni mi, da bi pomoč. Živijo. Živijo, sem Ivan Zatkovič, star sem 40 let, prihajam iz Ilirske Bistrice, delam kot zdravstveni reševalec. Moj hobi je izdelovanje presnih sladic in vegan sem od leta 2015. Na začetku enostavno nisem bil pripravljen na veganstvo. Ljudje, ki so bili vegani, me niso motili kot taki. Meni je bilo pa to enostavno, da če dobim meso na krožnik, mi je logično, da je zaradi tega mogla žival umreti. Ampak če mora žival umreti, da jaz živim, takrat nisem tega povezal, da gre lahko tudi drugače. Da ni potrebno in da se lahko prehranjujem drugače in da živalim ni potrebno umirati zato, da jaz živim. Tako da to je trajalo kar nekaj časa, dokler se nisem začel ukvarjati s tekom. Potem sem raziskoval različne jedilnike vrhunskih športnikov in ugotovil, da tisti, ki dosegajo najboljše rezultate, se vsi po vrsti prehranjujejo vegansko. Tudi sam sem preizkusil to stvar. Prelomna točka pa je bila, ko sem prebral knjigo Hočeš biti zdrav, proč s kuhinjskim loncem. In ko sem prebral to knjigo, sem bil čez noč ne samo vegan, bil sem presnojedec. Ko sem se enkrat odločil, da bom presnojedec, sem se odločil, pogrešal sem sir, to moram priznati. Ko sem raziskoval, zakaj pogrešam toliko sir, mi je bilo vedno bolj jasno, ker sir in vsi mlečni izdelki vsebujejo kazomorfine, ki so kemijske spojine podobne morfiju in je logično, da si dobesedno zasvojen s temi stvarmi. In je potrebno nekaj časa, da se ti simptomi, kot tudi so, da izvenijo. Tako da s časoma potem nisem pogrešal niti več sira, ampak sem pa po 2 letih presnojedstva prišel počasi nazaj na vegetarijansko prehrano. To pa moram reči, da je bila moja šibka točka socialna komponenta. Vnovič vegan sem pa postal izključno zaradi zdravstvenih težav. Imel sem spet težave s telesno težo in z alergijami in z astmo. Spet, kot bi odrezal, ko sem enkrat spremenil prehrano, so se tudi ti simptomi čudežno odmaknili. Danes sem vegan iz 3 razlogov. Začetni razlog je bil pač zdravstveni, ampak glede na to, da sem potem raziskoval to zadevo malo globlje, sem prišel do tega, da tukaj zmagaš na 3 različnih frontah. Najprej zmagaš zdravstveno, potem zmagaš, ker živali zaradi tebe ne trpijo in ne umirajo, in potem tudi planet ne trpi. Tako da dejansko z veganstvom rešiš največje probleme, ki trenutno težijo človeštvu. Poleg teh 3 imamo tukaj še težave z vodo, katera se največ porablja za živinorejo. Potem imamo tukaj problem lakote, ker gre večina hrane gre za hrano živalim in ne ljudem. Glavni vzrok civilizacijskih bolezni so spet živalski izdelki, tako da ne moreš zgrešiti z veganstvom. Vegetarijanec ne morem več postati, ampak zdaj spet nikoli je zelo dolga doba, tako da ne bi šel tja. Ampak nikoli ni bilo lažje biti vegan, kot je danes. Tako da zdaj, če rabiš sir, imaš veganski sir, tako da to ne more biti več razlog. Tako da, če bi zdaj rekel ne, ali pa zelo težko. Ne predstavljam si, da bi si zdaj naredil neki sendvič s sirom. Ne, jaz vedno izhajam iz zdravstvenega stališča, tudi kot zdravstveni reševalec mi je to zelo blizu in ni mi jasno, da taka enostavna sprememba naredi tako veliko spremembo na zdravju in jo pa ljudje niso niti pripravljeni probati. Se ne rabi to potem ustrajati, če nočeš, ampak
spremembe se pojavijo zelo hitro in potem se lahko odločiš, če je to zate ali ne. In bolj ko raziskuješ, ker vsak potem raziskuje, lažje ti je to držati. Odziv družine, sorodnikov, prijateljev je bil takoj že na začetku pozitiven, ker verjetno so to mislili, da je neka muha enodnevnica, kot sem jih imel že več v življenju, in so z zanimanjem spremljali, ko se bo to razvilo. Potem, ko so videli, da je nekaj na temu in da se dejansko stvari izboljšujejo, so me podpirali. Ne morem reči, da bi je bilo kdo imel kaj proti temu. Ugotovil sem, da je najboljše voditi z nekim zgledom. Na začetku sem imel vedno potrebo po razlagi, po prepričevanju ljudi in to jih je v glavnem odbilo. Sicer so me pustili na miru, imel sem podporo, ampak niso sledili tem navodilom. Tako da to je trajalo spet nekaj časa, moram pa zdaj s ponosom povedati, da je oče pri 65 letih postal vegan. Tako da in posledično bo verjetno tudi mama postala veganka, ker je ona glavna kuharica in neveganske stvari počasi ostajajo na mizi, tako da že iz ekonomskega vidika se je posplačalo. Moje stališče je, da ni pošteno do otrok, da jih narediš odvisne od določenih substanc, ko oni nimajo pravice odločitve. Ker po tej logiki bi jim lahko dal tudi cigarete in počakal do 18. leta, da se odločijo, a bojo nehali kaditi ali ne. Tako da zdaj, če mu daš mleko, meso, zelo težko pričakuješ, da bo sam od sebe nehal pri 18. Tako da to je neko moje stališče glede te problematike. S presnimi sladicami probamo spremeniti način, na kateri ljudje gledajo na sladice nasploh. Ker tudi veganske sladice niso vse zdrave, mi gremo na to, da bojo to zdrave sladice. V teh sladicah so samo sadje, oreščki in semena, tako da nič ni dodano, nič ni odvzeto, vse so toplotno neobdelane, tako da so vsi minerali in hranila so nedotaknjena. In kar je še dodatna prednost pa je to, da če ti ne povemo, da so presne, boš mislil, da je navadna torta. Najdete nas na presnetorte.com, na Facebooku smo na Presne torte Ilirska Bistrica, prisotni smo v Ilirski Bistrici, na celi obali ter v Ljubljani. Po koščkih dobite naše torte na različnih lokacijah, vse to piše na spletni strani. Za dostave, za praznovanja, rojstne dneve, poroke in podobno, pa so dostave možne po dogovoru. Vedno več vrhunskih športnikov prehaja na vegansko prehrano in razlogi so res očitni. Poleg hitrejše regeneracije, kar sem že omenil, ti ta prehrana podaljša kariero, boljši si v izbranem športu, ker lahko več treniraš. Ti s tem, ko imaš hitrejšo regeneracijo, lahko daš v določeno časovno enoto več komponent treninga, kar pomeni, da treniraš več kot tvoj nasprotnik. In to je enostavna matematika pri temu. Pri meni se je to pokazalo pri temu, ker jaz, če se ene stvari lotim, ne hočem biti samo sodelujoči. Pred tekom je bilo izziv, da če bom šel na maraton, hočem končati ta maraton v 10% vseh, ki tekmujejo. In to je bilo takrat za mojo age group, da bi končal maraton v uri in pol. In preden sem prešel na veganstvo in na presnojedstvo, so bili to samo sanje. Potem pa bi bil to res nek normalen proces in rezultat. Nagrada za vse, kar sem vmes naredil. Tako da, tudi to sem že omenil, da so efekti zelo hitro vidni in vsaka, ki to zanima, mu priporočam, da to proba. 30 dni si daš in probaš. Nič nimaš za izgubiti, lahko samo veliko dobiš. Tudi danes, ko nisem več presnojedec, sem 90% presnojedec, ker sem ugotovil,
da mi to res, da moje telo najboljše funkcionira ob taki prehrani. Taka prehrana je izjemno hitra, ne izgubljaš časa s prehranjevanjem, ne izgubljaš časa s prebavo, ne izgubljaš časa z nakupovanjem, kuhanjem, en kup stvari, ki so sami plusi. Edina stvar je spet ta socialna komponenta, druženje, ker ko se družiš, pač mogoče malo izstopaš, ampak s časom se navadiš tudi na to in te več niti ne moti. Mogoče vzameš s sabo kilo banan, malo oreščkov in je to to. Zdravniki imajo drugačne izkušnje, oni bi svetovali, ampak enostavno nimajo časa in nimajo komu. Zato, ker večina pacientov, nažalost, točno pride po tablete, ne pride po nasvet. In če imaš ti pritiska 200/100, holesterola ne vem koliko, tebi ni interes, da boš ti dal zdaj zdravstveni nasvet. Tebi je interes, da boš dal čim prej tablete in to je to. In da nadaljuješ s svojim življenjem. Tisti, ki ima željo nekaj spremeniti, ne rabi iti zdravniku. Lahko sam spremeniš. Moje sporočilo vsem, ki to gledate, je, da vam ne preostane nič drugega, kot da probate biti vegan. Probajte za 30 dni in boste občutili te neverjetne pozitivne spremembe in potem se lahko odločite naprej, če se vam splača iti nazaj na staro ali boste nadaljevali s tem novim življenjskim slogom. A ja, ne smisel, da imaš kaj za glede otrok povedati, najnih, ki jih še ni. A pa si za veganske otroke? Okay. Smo se zmenili, ja. Smo se zmenili na hitro, ja. Ko je bilo treba, da prije. Ja.